Cenjeni gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni iz studia medijske in založniške hiše Družina. Pred 25 leti, maja 1996, nas je obiskal takratni papež Janez Pavel II. V 3 nepozabnih majskih dneh so se spletle številne navdihujoče zgodbe. V soboto, 18. maja 1996, na njegov 76. rojstni dan, se je papež Janez Pavel II. Srečal z veliko skupino mladih pri Postojni. Takrat se nas je zbralo okoli 70.000 mladih, večinoma mladih in drugih iz koprske škofije. Med nami pozdravljam gosta, Marijo Atelšek in Primoža Krečiča, ki sta bila takrat, tako kot jaz, na tistem kraju v Postojni in se srečala s papežem, pokojnim svetim papežem Janezom Pavlom II. Marija, vas se spomnimo po eni fotografiji oziroma več fotografijah, ko ste papežu predali neko baklo. Lahko poveste kaj o tem? Mogoče bi za začetek popravila, da nisem predala jaz, ampak jo je papež predal meni. Bi pa začela par mesecev pred tem dogodkom, in sicer jaz sem takrat skavtinja v stegu Ljubljana 4, to je Ljubljana Štepanja vas. In takrat smo že vedeli za ta dogodek in je vsaka četa, skavtska enota, izbrala enega predstavnika. Mi nismo vedeli točno zakaj, ampak voditelji so se odločili zame, ki bi predstavljal od našo četo na tistem srečanju. In nekega večera sem dobila telefonski klic naše voditeljice Eve, da sem bila izžrebana, da mi bo papež v Postojni predal baklo vere. Z mano sta bila takrat še 2 fanta. Ob meni en fant je bil iz Ilirske Bistrice in eden iz Koroške. Mi smo seveda nekaj pripravili, generalko par dni pred samim dogodkom. Mi smo tudi že prispeli en večer prej v Postojno, smo imeli kot neko duhovno pripravo na ta dogodek. Na sam dan smo se pa potem že zjutraj odpravili na prizorišče. Bilo je tako zelo veselo, radostno vzdušje, veliko smo prepevali, imeli smo kitare s sabo. In tudi tako, ostali ljudje, ki so prihajali že takrat po poti na prizorišče, se mi zdi, da je bilo v enem takem zelo veselem pričakovanju. Samo srečanje s papežem je bilo zelo hitro, oziroma zelo kratko. Ko je pač napočil naš trenutek, smo šli na oder k papežu in papež nam je izročil baklo, ki je bila prižgana v velikonočni sveči. Jaz se sam spomnim njegovega obličja, da sem pokleknila in on mi je izročil baklo in potem smo šli nazaj med množico. Tam so ostali skavti, predstavniki ostalih čet in smo drugega naprej prižgali to baklo. Da je plamen šel v bistvu k predstavnikom cele Slovenije, tako rekoč. Meni je dogodek ostal res v zelo lepem spominu, ena taka milost, en tak blagoslov. Zelo močno, pač vse me je zelo močno nagovorilo. Mislim, da je bil tudi to moj tak prvi dogodek, tako množičen dogodek znotraj cerkve. Stara sem na takrat 15 let. In seveda, ko si odraščajoč, ti take stvari veliko pomenijo, ne. Res se mi zdi, da je bila to ena taka milost in blagoslov tako zame kot za mojo družino. In pa tudi neka potrditev, da so skavti na pravi poti tudi znotraj cerkve. Skavti so bili takrat relativno mlada organizacija, praktično stari 6 let uradno, ne. Mogoče bi še to povedala, da je moj brat Peter Lovšin ustanovil oziroma obudil skavte. In je bilo takrat na začetku zelo veliko dvomov, ne. A so skavti tista prava stvar, a bojo vrednote skladne, a grejo po pravi poti, in je bilo to na nek način tudi ena potrditev, neka pika na i, da so nekako del cerkve in da so prava stvar
tudi v sklopu mladinske pastorale. Hkrati je bila pa to tudi neka odgovornost za skavtsko organizacijo, še zdaj, da ohranjajo ta luč, ta plamen vere, ki jim je bil takrat predan. Kako se spominjate vi, Primož, tega vrvenja in tistega čudovitega vzdušja v Postojni? Vi ste imeli zelo posebno vlogo, ker ste bili v organizacijskem odboru priprave tega obiska. Ja, to je bil en dogodek, ki me je zelo posrkal, vsaj eno leto s to pripravo, ampak bi šel še nazaj tudi v samo konstelacijo papeževega obiska. Vedeti moramo, da si je Sveti oče zelo prizadeval za slovensko osamosvojitev, da se je vatikanska diplomacija tudi v tej smeri trudila. In 5 let po slovenski osamosvojitvi je bil pravi čas, da Sveti oče obišče to tudi Slovenijo in da vse te dežele, ki so bile prej pod komunizmom, pod diktaturo, pod tem državnim ateizmom, da začnejo zopet dihati tudi s svojimi krščanskimi koreninami. In da Evropa zaživi s temi dvojnimi pljuči, kar je tudi zapisal sam Sveti oče. Ko je prišla novica, da bo pač Sveti oče obiskal našo državo, je nastal odbor, ki je bil pač na državni ravni, na cerkveni ravni. Tam smo nekako skoordinirali. Bilo je veliko oziroma dovolj časa, da se je lahko ta obisk dobro skoordiniralo. Saj je šlo za zelo težak logističen, pa tudi duhovni dogodek. Kot so se skavti pripravljali, tako je velja tudi za vso slovensko cerkev. Priprava je bila zelo temeljita in lepa, zato je tudi ta obisk bil izmoljen in je doživel tako veliko odmevnost. No, sam sem bil odgovoren za prizorišče v Postojni, tako da sem nekako te povezave vseh akterjev nekako združeval, obenem pa tudi za druge, se pravi, sodeloval v tem glavnem odboru, kjer smo usklajevali tako pač sam dogodek, kot tudi vse priprave in logistiko in tudi finančno in vse ostalo, kar je bilo s tem povezano. Ko je pač nastopil ta dan, smo bili gotovo presenečeni tega števila. Daleč nad vsemi pričakovanji, ko je nekako dogodek zagrabil mlade ene generacije. To je dejstvo. Verne, pa tudi mnoge neverne. Potem pa tudi papeževo sporočilo, tukaj vera. Slovencem je položil prav po tolikih desetletjih ateistične vzgoje, šolstva, medijev, vse propagande je položil prav vprašanje vere. Se mi zdi, da to je bila ena, kar je bila simbolika tega, bila bakla, ne? Ampak vera prav v smislu osebne odločitve. In tudi to, kar je prej v Stožicah že poudaril, da se mora vsaka generacija ponovno odločiti za Kristusa. Drugi tak vidik, ki ga je dal v Postojni, je svoboda. Da bi prišli do resnične svobode. V slovenskem prostoru se je veliko govorilo o svobodi, ampak bolj svobodi kot anarhiji, se pravi svoboda 68 let, liberalni svobodi. Papež pa je rekel, da je svoboda v bistvu odnos. Odnos z Jezusom Kristusom, ki naredi vse odnose drugače svobodne. Potem v Postojni se je zgodil tudi, lahko rečemo, en kulturni čudež. Da je slovenska scena, glasbena scena, nekako se poklonila temu človeku in izrazila, lahko bi rekli, najbolj pozitiven izraz svoje duše tistega časa. Smo bili zelo veseli, da so ti pevci prišli, da so ustvarjali, da so nam pomagali. Potem so bili tukaj Marino Delo, ki je oblikovalo koreografijo. Potem so bili, kot sem že omenil, mladinske skupine, skavti. Zelo pomembne, recimo, zelo pomembne so bili pevski zbori. Zaradi svoje zgodovine, zaradi naše primorske zgodovine smo hoteli združiti čim več pevskih zborov, da bi pokazali, kako se je dejansko odpor do potujčevanja, ki se je dogajal na Primorskem,
se ni zgodil z nasiljem, ampak se je zgodil skozi kulturo in skozi duhovnost, skozi petje, skozi zbore. Tako smo imeli približno 2000 odraslih pevcev in 1500 mladih pevcev. Potem orkester, mladinski orkester iz Kopra. In tudi vsi drugi nastopajoči so nekako ustvarili tisto vzdušje, ki je dejansko ponorelo, ko je prišel papež. Mislim, da je izraz zelo na mestu. Zlasti še, ker se je ravno takrat odvijala pesem Meška Jeruzalem. To je bila pesem, ki je bila postavljena za uvodni del, ampak pač takrat je prišel Sveti Oče in potem je bila prekinjena, ker je začel pač tisti protokol, vse tisto, kar se je odvijalo. No in na koncu smo pač doživeli eno pač spremenitev programa in je ostal še prostor. Tako smo, hvala Bogu, bili pravočasno opomnjeni in smo še enkrat ponovili to pesem. In tega se vsi spominjajo s tistimi zastavicami rumeno-belimi in ta Jeruzalem je ostal kot ena velika popotnica za vse, ki so bili tam, za vse, ki so slišali iz papeževih ust tisto, kar je v bistvu sam sestavil papež ima vas rad. Ne samo, da so pokazali mladi, da ga imajo oni radi, da so začutili v njem človeka, ki je pristen, ki kaže v tem času tolikih takih praznih vrednot, ki kaže tisto, kar je resnično, je tudi papež začutil te mlade kot te, ki so polni upanja. In jih je prav v tem potrdil in mislim, da bodo besede papež ima vas rad ostale za vselej zapisane v spominu na ta dan. Se popolnoma strinjam, da je bil dan res izjemen in da smo čutili, kako nas papež želi vsakega posebej objeti. Nekaterim je na koncu tudi uspelo, da so ga osebno objeli, ker je mimo protokola sprejel potem kar en velik del tistih, ki so plesali. Zanimivo je to, da recimo moj brat in sestra, ki sta takrat bila tudi v tej ekipi in tudi sam, smo šli v to vrsto in njima je uspelo, imata fotografijo s papežem Janezom Pavlom II, meni pa ni takrat, no, čeprav hvala Bogu sem se pa potem z njim kasneje v Rimu srečal leta 2002, tako da sem ga tudi osebno pozdravil. Zdi se mi, da smo res zelo močno doživeli in da je težko opisati tiste trenutke. Še danes, ko sem se vozil na to naše srečanje, na naš pogovor, so me spreletavale različne misli in občutki, kako sem kot mladostnik takrat doživljal to papeževo bližino. In se mi zdi, da smo res doživeli en trenutek milosti, tako kot ste vi, Marija, prej rekli. In da je tudi glasba, ki je takrat res bila na enem takem visokem nivoju in smo lahko preko glasbe tudi zelo močno doživeli to papeževo in božjo bližino. Predlagam, da si sedaj pogledamo, kaj je o tem povedal pevec Marko Vozelj, ki je takrat sodeloval s skupino Čuki. Poleg Čukov so peli tudi različni drugi glasbeniki, recimo New Swing Kvartet, pa Aleksander Mežek, Marta Zore in drugi. Prisluhnimo. Evo, letos mineva 25 let od tistega velikega obiska Janeza Pavla II. V Postojni. Jaz se ga pač spominjam zaradi tega, ker smo s Čuki takrat imeli eno čudovito pesem z naslovom Petrova barka, ki jo Jože napisal prav za to priložnost. In spominjam se ene ogromne energije, bi temu rekel. Nimam tako v spominu kakšnega prav posebnega detajla, ampak celotna stvar se mi je zdela veličastna. Predvsem pa, ko smo prišli na oder in je zapapljalo tisto morje v beli in rumeni barvi. Takrat smo vsi dobili take šale, no in ko se je papež pojavil, smo vsi začeli pač s tem mahati in mi smo imeli ta privilegij, da smo bili tako na odru poleg tega glavnega dogajanja in videli vso to 100.000 glav množico. Mislim, da nikoli več ne bom nastopil pred toliko ljudmi. Seveda je bilo fantastično vzdušje
in to mi bo ostalo v spominu še, kaj eni rečejo, veste, takrat, ko vas začne malo spomin zapuščati, ampak ta stvar mi bo prav gotovo ostala v spominu za vedno in za večno. Dotaknimo se še kakšne stvari iz papeževega sporočila. Primož, kaj ostaja od papeževih nagovorov in njegovih želja za nas Slovence in kristjane nasploh iz tistega časa? Lahko kakšno stvar vzamemo tudi v današnji čas? No, najprej samo razpoloženje. Ko je prihajal Sveti oče v Slovenijo, so v Delu pisali, da prihajajo črni oblaki nad Slovenijo. Se pravi, zopet bo prišla tista temačna zgodovina v ospredje, napredne sile, pač papež predstavlja nekaj temačnega, nekaj. Potem se je pa pokazalo čisto drugače. Te papež prišel z eno toplino očeta, prišel kot Slovan, kot nekdo, ki je skušal govoriti naš jezik, se trudil, nam bil blizu in nas tudi ohrabril. Se mi zdi, da je kot tako en tak splošen vtis, da je s tem obiskom, da so katoličanom odpadli strahovi, ki smo jih dobili ob komunističnem režimu, se pravi, da smo manj vredni, da smo nazadnjaški, da smo tudi protidružbeni in tako naprej. Vse, kar je začelo že od vrtca pa do, ne vem, celo do doma upokojencev. S tem dogodkom se je nekako sprostilo. Smo se kristjani začutili zopet kot enakovredni prostor oziroma kot enakovredni del družbenega telesa. Se mi zdi, da ta poudarek je zelo pomemben. No, drugi tak poudarek pa je, da smo takrat s papežem Janezom Pavlom II nekako vsi čutili pomen vere. S tem nas je nagovoril, povabil nas je k osebni veri, da se osebno srečamo s Kristusom in ga sprejmemo za odrešenika. In kot sem že prej omenil, kako je poudaril tudi svobodo, da Kristus prinaša svobodo v vsako družbo. Zanimivo, da je prav to leto 1996 nekako v raziskavah, tudi svetovnih raziskavah socioloških, zaznamovano z začetkom velikega odpada od vere. Po eni strani ta globoka izkušnja vere tudi v veliki masi ljudi, po drugi strani pa pot, ki je začel zahodni ta miselni krog potrošništva, se pravi, da v bistvu ne verujemo nobeni drugi stvari razen lastnemu užitku, razen lastnemu zadovoljstvu. In zato so po tem času, recimo tudi pri nas in po svetu, se pravi, so kristjani ljudje, vendar ne verujejo s polnim srcem. Vedno je tudi tisti užitek, tisti maloh, tisti malik nekako pred Kristusom. To je zelo splošno vzdušje. Gotovo, da so posamezniki in posamezne skupnosti, ki so uspele to premagati. Vendar ta širok krog kulture, zahajajoče zahodne kulture, je zaznamovan s tem. In koronavirus, ta kriza, ki jo je spodbudil koronavirus, je dejansko sesula, vsaj načelno sesula, to samozavest, to nemišljenje, da so ljudje začutili, da so krhki, da so tudi druge vrednote, ki so pomembne v življenju, da smo začutili vsi, kako je pomembna družina, konec koncev, kako je pomembna urejena država, kako je pomembno življenje, kako je pomembna solidarnost, skromnost. Vse te vrednote, ki so bile tako zanemarjene ali pa celo so se jim posmehovali. Kam bo šlo življenje, ne vemo. Vsi na tiho upamo, da bo Cerkev in Kristus, ki deluje po njej, zmogla na teh ruševinah zopet zgraditi eno civilizacijo, zgraditi eno skupnost, ene vrednote, ki bodo šle naprej. Namreč prav med temi papeži, Janezom Pavlom II,
Benediktom XVI in Frančiškom se je zgodil ta prehod, da je cerkev, še posebej s papežem Frančiškom, če je bila prej in so ji očitali, da je pred časom, ne, je cerkev prehitela čas. In to je ena nova izkušnja, ki je zelo pomembna zlasti za naše mlade. Recimo ob cepljenju, ob teh znanstvenih dosežkih, ki so pripeljali do tega, da se lahko cepimo tako hitro po tej pandemiji, je bila prav cerkev tista s papežem na čelu, ki je podprla znanost. Če so prej govorili, da je cerkev proti znanosti ali pa da nima nič kaj z njo početi, se je danes v tej primeru pokazala prvič človeška, pa tudi racionalna, da je sprejela to, kar je znanost dognala in kar je koristno za ljudi, kar recimo različni skrajni levičarji ali pa desničarji tako ideološko zametujejo, je dejansko cerkev tukaj sprejela in podprla to veliko akcijo za življenje. Nekaj podobnega je tudi papeževa okrožnica Laudato Si, hvaljen bodi, recimo o ekologiji, kjer sveti oče tako poudarja naš odnos do zemlje, do človeštva, do stvarstva, potem pa vsa ta prizadevanja za življenje, za družino. Vse to, kar je ta zahajajoča civilizacija zanikala in blatla, se zopet odpira. In tukaj vidim ta naboj, to upanje, tako dogodka srečanja s svetim očetom Postojni, kot pa tudi zdaj tega zgodovinskega trenutka, kot tisto bakljo, kot tisti testament, ki ga lahko izročimo mladim danes, da bodo videli, da je vera razumska, da je pametno verovati v tem času, kar nas je spodbujal tudi sveti oče. Tako da je to lahko po eni strani težek čas, vendar zelo lep. In tudi današnjim mladim želim, da bi sprejeli to popotnico in jo krepko uresničili v prihodnem času. Marija, kako pa vi doživljate papeževe besede takrat, oziroma kaj se vam je vtisnilo v spomin, kaj odnašate od njegove dediščine v svojem življenju? Mogoče najbolj to njegovo, po eni strani človeško toplino, njegovo prizemljenost, po drugi strani pa zelo močno vero, tako iskreno vero, ki res nagovarja. Pač, ko si mlad, imaš malo drugačen pogled na svet, se še iščeš. Mladi so iskalci, oziroma smo bili iskalci. In tudi cerkev se mi zdi, da je naredila veliko korakov nasproti mladim. Če pogledam pač 30 let nazaj in zdaj, se mi zdi, da tudi preko pobud Janeza Pavla II., ko je spodbudil ta svetovna srečanja mladih, ki so se potem prenesla tudi v pastoralno življenje na ravni župnij, in prek vseh gibanj, ki delujejo znotraj cerkve, se mi zdi, da je dovolj ponudbe za mlade in mladi pa seveda morajo biti aktivni, se morajo aktivno vključiti. Tisti mladi, ki so aktivno vključeni v življenje župnije ali pa v življenje gibanj, se mi zdi, da tudi lažje potem kasneje zgradijo neko svojo osebno vero. Mene trenutno najbolj nagovarja papež Janez Pavel II. Preko njegovih spodbud pri zakonskem življenju, konkretno recimo preko teologije telesa, ki je bila tudi v tistem času dokaj revolucionarna in je dala pač nek poudarek temi, ki je bila do takrat v cerkvi zelo prezrta. Ja, to je prav gotovo ena od njegovih velikih stvari, da je torej govoril o tem, kako je človekovo telo tempelj Svetega Duha in na kakšen način naj bi tudi človek to darovansko ljubezen do drugega živel. Zanimivo je tudi to, da so njegove okrožnice takrat izhajale oziroma v nagovorih že v 80-ih letih, pa da jih odkrivamo šele v zadnjih 10 letih. Torej, tudi tukaj je bil potreben en dolg čas, da smo sploh razumeli, kaj je hotel povedati.
Zelo sem vesel, da sta bila danes z nami, da smo lahko malo pokramljali oziroma se pogovorili o velikem dogodku, ki se je zgodil pred 25 leti v Postojni in ki smo ga bili deležni. In upam, da bo Sveti Duh zavel tudi v današnjem času in sem prepričan, da že veje, in vse lepo vabim, da mu odpremo svoja srca in prisluhnemo tudi današnjim Petrom oziroma papežu Frančišku in tistim, ki imajo Božjega duha in nas želijo voditi v bolj polno in veselo življenje. Hvala lepa, da ste bili z nami in vam želim vse dobro.